Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Pred tednom dni ste prejeli ponovno Michelinovo zvezdico. Je bila letos velika konkurenca, seveda pa najprej iskrene čestitke. Ja, hvala. Ja, konkurenca je skozi, ker v Sloveniji je res ogromno dobrih restavracij, ki si jo tudi zasluži. Tudi mogoče kakšna, ne mogoče, sigurno je tudi kakšna, ki jo ni dobila, pa si jo zasluži. Jaz sem vesel predvsem zato, da smo mi dobili zvezdico klele v naši hiši, v našem lokalu, ki je zdaj lastniški, in da smo jo nekako nadaljujemo in z rdečo in zeleno zvezdico tam, ki smo nehali v Podvinu. Vi prisegate na lokalno prehrano? Ja, predvsem je lokalna, jaz bom rekel, v večji meri se probam tudi dobiti sestavine, ki so organske, ki so naravne, ki so kmetje, ki pridelujejo po takih naravnih metodah, to mi sploh pomeni, predvsem je pa lokalnost meni, da smo povezani s temi kmeti kle v moji okolici, zdaj pa to delamo že res dolgo let, smo pa že prijatelji, ne samo v poslovnem odnosu. In tako rekoč, prej ste bili v hotelu Podvin in zdaj ste v hotelu Linhart, gostje vas verjetno v veliki meri že poznajo. Ja, če pa mene ne poznajo v Sloveniji, potlej pa bi bilo čuden, vse nas je nekaj kuharjev, ki se dosti pojavljamo in v javnosti in povsod. Gostje, bom jaz se klele zdaj tudi zahvalil vsem gostom, ki smo imeli prehod z Podvina v hišo Linhart, so nas res podprli, smo res začeli takoj zelo lepo pa dobro delati, ker so gostje z Podvina prišli za nam in to se nadaljuje. Pa normalno, krog gostov se širi, ker Rodoveljc smo le na trgu in gre veliko ljudi tudi mimo, ki nas prej ni poznali, pa zdaj jih stopi v hišo, tako da smo veseli, da je tako. Je bilo s težkim srcem oditi iz Podvina, pustiti Michelinovo zvezdico tam, ker tako rekoč bi bila to sedaj že druga? Ja, absolutno, ni bilo lahko, iti z ene hiše, kjer si pustil 10 let pa delal usmerjeno, bolj je bilo težko toliko, ne zato, da smo s hiše ven šli, pa da smo zvezdico pustili tam, bolj je bilo tista negotovost, ki nisi vedel, ko bo pa nova lokacija zaštartala, če bomo lahko vse ljudi obdržali, ker imamo zaposlene in sredstva je naredili tako, da smo še kakšnega zraven mogli zaposliti, tako da smo veseli. Ste tudi vi ugotovili, da turisti oziroma obiskovalci, gostje posegajo po manj hodih, kot so včasih? Pa niti ne, no. Pri nam je tako, da pridejo gostje poskušati hrano. Še zmeraj se pri nam od 5, 7 ali 9 hodov lepo najejo, ampak gostje so skozi bolj radovedni, imam občutek. Predvsem je veliko mladih, ki jih zanima kulinarika, ki hočejo vse probati in nimam občutka, da bi manj hodov ljudje jedli. Raj več, samo porcije pa morajo biti temu primerne. Če je 5 hodov, je majhen več na krožniku, če je pa 9, pa mora biti malo manj iste jedi, ampak še zmeraj toliko, da se človek res dobro naje, to je bistvo. In kaj je zdaj na krožniku v jesenskem času? Zdaj je jesen, zdaj smo lih v prehodu, ki menjamo jedilnik, tako da zdaj je še malo poletja, jesen imamo še paradižnike, ki jih imajo še tam Rajko Rešovih, še potlej imamo stročji fižol, pa imamo zraven ribo v kombinaciji, pa korena je zdaj dosti, tako da smo z korena kar sladico naredili, kompletna sladica iz korena narejena. Tako da mi probamo res prilagoditi našim dobaviteljem in prodajamo tisto, kar tisti trenutek je. Absolutno pa zdaj veliko konzerviramo, to se pravi fermentiramo, sušimo, vlagamo, kar je teh surovin, da jih shranimo za tiste mesece, ki ni svežga. Hvala lepa za pogovor in še enkrat čestitke. Klementina, hvala.